Ena od nalog poslancev v državnem zboru ali parlamentu je, da sprejmejo zakone. Kadar jih zanima, kaj državljani mislijo o posameznem predlogu zakona, lahko v njem razpišejo posvetovalni referendum. S tem dobijo mnenje volivcev, ki pa ga pri končni odločitvi niso dolžni upoštevati. Na referendumu 9. junija poslance zanima mnenje s 3 področij. Prvič, pravica do pomoči pri prostovoljnem končanju življenja. To je medicinski postopek, ki pri bolniku na njegovo zahtevo povzroči smrt. Po predlogu zakona bi imel pravico do takšne možnosti bolnik, ki je dopolnil 18 let, o njegovi prošnji pa bi po podanem mnenju več zdravnikov odločila posebna komisija. Bolnik bi lahko na katerikoli točki postopka od zahteve odstopil. Drugič, uvedba preferenčnega glasu na volitvah v državni zbor. Po trenutno veljavnem zakonu volivec obkroži stranko, ki se poteguje za uvrstitev v državni zbor. Če bodo poslanci izglasovali nov zakon, pa bi volivec na volilnem lističu poleg stranke lahko obkrožil tudi osebo, za katero si želi, da ga zastopa v državnem zboru. Temu rečemo preferenčni glas. Tak način je že uveljavljen na lokalnih in evropskih volitvah. Tretjič, 2 referendumski vprašanji o konoplji, gojenje in predelava v medicinske namene ter gojenje in posedovanje za omejeno osebno rabo. Konoplja je rastlina, ki je zaradi snovi, ki jih vsebuje, uporabna v medicini, industriji kot droga. Po trenutni zakonodaji je uporaba konoplje v medicini dovoljena, a jo moramo kupovati v tujini, saj pridelava pri nas ni dovoljena. Torej, 9. junija bodo volivci poleg glasovnice za evropske volitve prejeli še 4 lističe, vsakega z enim referendumskim vprašanjem. Izid glasovanja pa za poslance v državnem zboru ne bo zavezujoč.